Kolikokrat v življenju slišimo od drugih in sebe o držanju prostora za druge? In kolikokrat držimo ta prostor zase? Verjamem, da v osebnem življenju velikokrat držimo prostor za druge, predvsem za naše otroke, sorodnike, prijatelje. In vendar se nam zgodi, da kdaj tudi pademo iz tega prostora v obrambni mehanizem, ki je shranjen v našem nezavednem. In vse ok, nič narobe. Naše nezavedno je tukaj tudi zato, da nam omogoči počitek, kadar to potrebujemo, še posebej takrat, ko pretirano razmišljamo in imamo možnost enostavno preklopiti na avtopilota. Pa vendar mene danes zanima bolj ta zavestna izbira držanja prostora zase. Mogoče lažje razumemo to razmišljanje, če prevedemo v poslovni aspekt našega življenja, kjer, ko rečemo, da držimo prostor za našo stranko, pomeni, da držimo energijo in vibracijo na tak način, da se naša stranka počuti varno, da lahko preigrava različne scenarije, ideje, razmišljanja, se transformira konec koncev in pri tem ve, da ne bo kritizirana, da ne bo obsojena, osramočena ali pa na kakršenkoli drug način ovirana v ustvarjalnem flow, ki tlakuje pot do njenega cilja. Torej, kolikokrat držimo prostor zase na tak način. Pred kratkim sem začela pisati knjigo, mojo zgodbo, in vedno bolj skozi proces pisanja ugotavljam, da prvič na tak način držim prostor zase. Kaj mi to omogoča? To mi omogoča, da grem skozi proces samorefleksije, se ozrem nazaj v svojo preteklost in opazujem svojo pot iz prostora modrosti. In pri tem ne dovolim, da me zgodba sama posrka vase, kjer ponovno podoživljam določene travme in bolečine in da pravzaprav osvobajam skozi proces pisanja bolečino in travmo, ker je tam shranjena naša notranja moč. In to je zame držanje prostora v tem konkretnem podvigu. Kaj pa za vas pomeni držati prostor zase? Ena ustvarjalna vaja je lahko tudi, da narišete ali pa napišete zgodbo o tem, kaj pomeni za vas držati prostor zase in kako vam to pomaga pri tlakovanju poti do vaših sanj, do vaše vizije, poslanstva ali poti, ki jo izbirate v tem specifičnem trenutku vašega življenja. Čau!